Pozdravljeni. Prav. Zdravo, lep pozdrav. Evo, zdaj smo pa na drugem delu našega srečanja, kjer bo finančni zobobol, upam, da ne bo preveč bolelo. Zdenka nam bo to povedala. Ona je strokovnjakinja za, ko smo rekli, finančno poučevanje in svetovanje, ima veliko specializacij, naša aktivna članica društva, tako kot vi vsi, in hvala, da vztrajate, ker ljudje iščejo srečo samo takrat, ko jim je težko, takrat, ko so srečni, sploh ne vedo, da so srečni, ampak srečo je treba negovati, tako kot sem v vabilu tudi napisal. Treba je vsako stvar seveda glancati, negovati, spucati, delati na tem, ne, da se zadeva vzdržuje. In zdaj, glejte, povsod se govori, a ne, da bo finančno breme, finančna bremena bodo večja, bodo stiske in tako naprej. Zobe imamo delno že okrušene od teh zobobolov in Zdenka, jaz ne bom o tem govoril več, ker nisem strokovnjak, zato te povabim, da prevzameš besedo in nam poveš o tej zadevi. Hvala. Jaz imam zdaj pa samo eno tehnično vprašanje še, Mihael, a bom jaz lahko, ker sem si vseeno na podlogico danes naredila prezentacijo, lahko sama delim ali mi jo boš ti delil na ekran? Jaz te bom probal zdajle tebi dati, evo, takole, poglej, jaz bom tebi dal allow samo malo, se pravi, da jaz najdem tukaj, se pravi chat, da najdem, kaj ti moram dati za share, ne? Evo, co-host, Ja. Ok, zdaj pa ti lahko šeraš, probaj šerati, če se da. Jaz sem zdaj to te pomogal. Gre, ne? Je, ne? Ok, super. Ok, hvala. Prosim. Samo malo. Ja? Vidimo, super, ja. Ja, tale Zoom nas kar malo uči tudi, da se novih stvari učimo, ne? Očitno nam bo tudi v prihodnosti še prišel prav. Glede na to, da je v Italiji že cena nafte 2,7 evra, pa se verjetno tudi k nam kaj takega približuje. Ne bom danes olepševala, bom pa malo povzela tisto, kar smo v preteklosti počeli in razmišljali v finančnem svetu, in potem bomo prišli do tu, kjer sem jaz, oziroma o čemer sem jaz razmišljala poleti, po tem mojem popotovanju čez šolski sistem, kjer sem poučevala matematiko in ugotovila, da nekako ne vidim smisla v tem, da bi se s šolskim kolektivom leta 2000 borila, in hotela stvari delati malo drugače, ker sem preveč štrlela iz množice, in ker naenkrat sem ugotovila, da tista moja ljubezen, matematika, številke, ni to, kar jaz želim početi v življenju, zato da bom z nezadostnimi oceni dijake silila k temu, da se učijo stvari, ki so v bistvu za življenje, roko na srce, nepomembne. Imela sem pa leta 2000 tudi en lasten motiv, in v tem obdobju in s tem motivom sem potem tudi srečala predsednico društva Belis. Sem počaščena, da sem jo že 20 let nazaj spoznala, ker mi je dejansko naredila na mene en zelo, zelo velik vtis takrat. Prinesla je v moje srce čisto eno novo energijo, čisto nov pogled na življenje in dejansko mi je dala ene nove iztočnice, kako naprej. Skupaj sva potem nekaj časa sodelovali na projektu, kako malo drugače upravljati z osebnimi financami, ne tako, da jih brezbrižno pustimo v banki. V tistem času so bili to vzajemni skladi, pri nas so se takrat rojevali, v svetu so bili to 100 let stara zgodba in dejansko človek, ki se je usmeril po tej poti, je vsaj v določenem obdobju, tam do leta 10, lahko naredil nekaj več kot sicer. Pri tem je bila pa v bistvu matematika zelo, zelo koristna zadeva, o tem malo kasneje na slajdu.
Če grem še naprej, naslednje desetletje, tam od leta 2010 do 2020, pa ja, se je pa ta finančni zobobol zelo močno že kazal. Mogoče se to ne vidi še čisto v Sloveniji na direkt, pa še vse teče tako, kot je nekoč, ampak jaz sem šla korak naprej v projekte, ki so bili v svetovnem merilu pomembni, močni in hkrati novost. In pri vseh teh projektih se je po parih letih, kljub temu, da so bili v svetovnem merilu močni in krepki, zgodilo, da se je nekaj čudnega zgodilo, pa nismo znali takrat še razbrati kaj, in se je projekt ustavil, zaključil, ponavadi na sodišču, in ni šlo naprej. To so bili znanilci tega, kar sem jaz leta 2020 potem tudi imela razkrito, ker sem se malo bolj poglobila v svetovno dogajanje, ne toliko v slovensko zakonodajo, kakor Mihael, pa tudi društvo Belis ves ta čas, ampak sem bolj gledala stvari globalno, kaj v resnici se je dogajalo, in prišla do enih zanimivih zaključkov, da dejansko vse tisto, kar so nas učili, pa nas v tisto, kar so vodili, je bilo v bistvu pisano na mlin nekaterim ljudem v svetu, ki so dejansko obvladovali večino kapitala. Potem so prišle spodbude, da se bo v bistvu razslojil ta sloj ljudi, ampak dejansko je kapital pri ljudeh, pri parih ljudeh v svetu, in preko tega kapitala dejansko do danes močno delajo z nami na način, kot da smo v bistvu lutke na vrvici. Ali pa pač njihovi igralci. In to, da se ima lepo nepremičnino, pa super avto, pa da se gre v nakupovalni center in nakupi hrano, ki je, danes vemo, vprašljivih sestavin pogosto, pa seveda posledično imamo tudi potem posledice na samem zdravju, ker jemo razne aditive v prehrani in še kaj. Vse to so stvari, ki so bile pisane tem vodjem v svetu na mlin. A danes še res to potrebujemo? Ali je čas, da naredimo preskok v drugo smer? Mislim, da vse tisto, kar se nam je nekaterim dogajalo mogoče že desetletje, dve nazaj, pa smo bili redki, danes prihaja na obzorje prav čisto vsakemu posamezniku. Včeraj sem se pogovarjala z gospo v Celju, ki ima domače sladice in domač sladoled. Ima tudi domači mango sladoled. Govorila mi je o tem, da letos tega mango sladoleda ne bo, kajti kepica sladoleda bi že v tem hipu morala biti 6 €. In s to ceno ne bo konkurenčna. Zato je v bistvu postavila avtomat z sladoledom, v katerem so vprašljive vsebine. A vidite, kam nas peljejo? Postavili so nam velike trgovske centre, tudi jaz sem 2 desetletji nazaj, potem ko sem nehala živeti na kmetiji, oziroma v hiši, kjer smo imeli samo oskrbo, čeprav nismo imeli zemlje, ampak moj oče je vedno želel, da pridelujemo domačo hrano. In ko so prišli ti trgovski centri ven, je bilo seveda meni kot študentko precej lažje iti po piksno z omako, kakor pa da bi si omako pripravljala sama iz domačih sestavin, pa še precej ceneje je bilo. Ko so se leta in leta takega prehranjevanja nadaljevala, tudi v lokalih, študentskimi boni in tako naprej, je moje telo začelo reagirati, da nekaj ni okej, da se jaz ne počutim tako, kot bi se mogla. In ko sem po rojstvu prvega sina vendarle veliko kuhala doma, imela domačo hrano, zelo hitro se je pri njemu tudi alergija pojavila, sem ugotovila, da dejansko tista prehrana iz trgovskih centrov je bila past za naše zdravje.
in tudi paziti za našo denarnico, ker smo mislim, da bomo privarčevali. Jaz v trgovske centre že dolgo ne zahajam, tudi zaradi občutka utesnjenosti, ki ga tam občutim, ker potem je moje telo želelo, da se prečisti in gre naprej v energije, ki so ponovno povezane z naravo, četudi sem desetletje pred tem v bistvu, ko sem pomladi sedela pod drevesom, utrpela močno alergijo, pa nisem razbrala od česa. Danes vem, da je bila to kemofarmacevtska past, potem ko so me že 20 leti nazaj zastrupili z cepivi in tabletami. Pojedla sem kar veliko aspirinov zaradi močnih glavobolov vsako jutro. Danes imam nekatere posledice na prebavilih, ampak jih vztrajno z frekvenčnim zdravljenjem odpravljam. Hvala Bogu, da je prišla ta možnost, kajti jaz pač vseh 47 let življenja nisem bila kompatibilna z medicino in z njihovimi preparati. Podobna zgodba se je potem ponovila še pri sinu, da sem lažje pač ozavestila to, da rabimo zdravo, naravno, da ne rabimo nekih limuzin. Ja, imamo, prišli smo mogoče nekateri tudi zdaj do nepremičnin in danes se v bistvu pojavlja vprašanje, ali res rabimo te nepremičnine, res rabimo stanovanje, res rabimo račun za elektriko, ali bi bilo mogoče smiselno iti nazaj v naravo, na 1000 metrov, naprimer, tam, kjer je živela moja babica. Ni šla potovati po svetu tako kot jaz, ni brodila naokoli tako kot sem jaz, čez šolski sistem, pa kasneje čez finančne projekte, tako doma kot po svetu. In na koncu ugotoviš, da je bila tista zemlja, tista narava, tisti vir svobode, ta kmetija danes samuje, pa upam, da ne bo več dolgo. Tista toplina, tista ljubezen, tisti kotiček ob domačem ognju, ali ni bilo to takšna samooskrba vredna več in da je to tisto, kar mogoče spet potrebujemo, da se vrnemo nazaj v naravo, da poskušamo živeti v večjem sožitju v naravi, kot so naši predniki, roko na srce. Imamo različne zgodbe na kmetijah, o raznih nezvestobah in tako naprej. Ena zanimiva knjiga je, pa zdaj se naslova ne spomnim, ampak glih dopoldne sem ga prebrala od ene žirovke, mogoče ga kdo ve, kaj vse se je dogajalo, ne, v partnerskih odnosih. Skratka, z malo več zvestobe, z malo več kolektivnosti, kot je bilo v tistih časih, jaz že zelo dolgo trdim, da ko se bo v bistvu mladina vrnila nazaj na kmetije, z tudi kalkulacijo v glavi, kaj je smiselno početi, z razmišljanjem, ki ga mogoče naši predniki niso še imeli, da bomo takrat popolnoma lahko samooskrbno zaživeli in danes se to dejansko že dogaja. Jaz sem sodelovala v eni stranki kot kandidatka in sem spoznala krasen par. Gospod in gospa sta si želela živeti na kmetiji in to sta tudi dosegla celo kot donacijo, sta dobila 22 hektarov veliko zemljo. Potrebno je bilo še naseliti govedino, tako da imata zdaj že kar lepo kmetijo. Kar je bolj pomembno, pri njima sem videla tisto, po čemer hrepenim že 10 let. Dejansko sta ustanovila skupnost 15, zaenkrat 15 ljudi, ki prihajajo ob sobotah na njihovo kmetijo z namenom, da skupaj vzdržujejo vrt. Vrt oziroma njivo, tako kot sta ona dva dobila donacijo, da sta do te kmetije prišla, tudi ona dva razveseljujeta zdaj 15 lačnih ust, ki si želijo domače prehrane in se tako kot nekoč dobivajo na njuni zemlji in skupaj predelujejo hrano in si potem to zelenjavo tudi med sabo razdelijo. Hkrati pa si je seveda gospod Andrej tudi odprl vrata
za potencialne stranke, ki bodo želele imeti tudi pač kvalitetne domače mesne izdelke. 10 let nazaj sem se velikokrat tule v Celju sprehajala ob Savinji in gledala tam ob vrtnarstvu Celje ogromne površine, prazne ob vodi. In takrat sem že spoznavala, da tista hrana iz trgovine ni okej, vsaj ne za moje zdravje, pa za moje počutje. In takrat sem si potem zelo malo tudi najela svoj vrt, ampak nekako je bila pa želja, če bi mi imeli tukaj en skupni vrt, pa v bistvu maline in druge godičevje ob vodi, kjer je polno praznega prostora, potem bi lahko v ta vrt šli, zares sveže zelenjave pobrali ven in plačali na izhodu in odšli domov. Tudi to je ena ideja, ki je mene čudilo, pa še celo imela sem idejo, da bi šla do župana in to predlagala. Čudilo me je, da pač nihče tega ne počne in zakaj ne. Danes vem, da je bil vse to politični namen, kajti ni jim v interesu, da smo zdravi, zadovoljni in srečni, pa ne bom krivila nobenega iz slovenske vlade, ker soditi je ta zadnjo, kar si jaz želim. Zagotovo pa se vse skupaj zdaj dogaja po celem svetu in po celem svetu imamo situacijo, da v bistvu prehajamo na to razmišljanje, da rabimo nekaj spremeniti. Da rabimo iti iz tega prepričanja, da rabimo tole dvoje, pa fancy počitnice ne vem kje, v prepričanje, da lahko v sebi najdemo mir in da lahko z naravo okrog sebe udejanimo tisto svojo srečo, ki jo potrebujemo, ob predpogoju, da v bistvu odstranimo vse te stvari, ki sem jih prej omenjala. Ko greste v trgovino, vibracijsko zagotovo padete. Naberete energije, naberete hrane, polne aditivov in ko pridete domov iz takih centrov, ko že greste, dajte se vsaj stuširati. Pravijo, da tudi že lase z glavnikom v bistvu ščešete, gredo energije dol. Ja, ko smo že pri laseh, jaz imam zdajle prvič pobarvane lase. Nekako sem ves čas čutila, da to ni to. Imela sem jaz pramene na laseh, ampak nikoli čist cele barve, ko mi čakam, da mi to gre nazaj dol. Kajti tole je naša antena, naš zdrav las. Ko pa je pobarvan, zgubi ta osnovni stik. To je čisto ena taka informacija, ki sem jo zadnjič od ene kolegice slišala, pa sem se takoj z njo poistovetila, ker tako čutim, da tako je. Pač intermezzo. Zdaj pa pač par stvari, ki sem jih v bistvu spoznala skozi obdobje zadnjih 10 let, potem, ko je začelo iti v finančnem svetu vse narobe, ko so se pojavili ne samo finančni zoboboli, ampak tudi glavoboli od tega, kar se je dejansko zgodilo. Tukaj je gospod, ki je želel poseči s tehnologijo eyesight tehnologija, v smer, da bo zaščitil vsakega posameznika, da bo dejansko odstranil iz sveta krajo, mafijo, nevarnosti, ki pretijo na človeka. Ta gospod je vsaj uradno danes pokojni. To je pa sicer tudi izumitelj CD-roma in številnih internetnih dodatkov, ki jih lahko vidite v internetu samem. To so bili njegovi projekti, ki jih je zelo hitro skreiral, pa še hitreje prodal kot tehnološki izdelek, se pravi, nič ni delal trženja. In v tistem času 7 njegovih izumov od 18. leta naprej je tudi ugotovil, da nekaj ne štima, da on v bistvu svojo zgodbo zelo poceni proda, potem pa njegovega imena ni več nikjer, saj ni pomembno, da ga ni, ampak dejansko je pri tej eyesight tehnologiji, kaj to je? Gre za varnostni sistem, ki opazuje delovanje, obnašanje človeka in ko se v bistvu recimo pred vrati, da je ta sistem postavljen, ko kamera zazna, da to ni obnašanje lastnika,
bo javila, da je pač nekdo pred vrati in da je mogoče hiša v tem hipu pred vlomom. Ne? Zdaj, pri nas tega ni toliko, v Ameriki, če se sam spomnim São Paula, Brazilije, je teh kraj in lopovščine ogromno, ljudje pa so že takrat, že 2 leti nazaj, ležali na ulici, na glavnem trgu, poskrili smo torbice pod jakne noter, zato da se jih ni videlo, ker sicer pridejo mimo in samo kradejo, v 20-milijonskem mestu, polnem blokov in čisto malem skupnem prostoru, kot so parki, kjer ljudje pač živijo dejansko kot vžigalice v škatlicah, ne? Bi se lahko temu rekli. V bistvu so tudi bloki ena taka zadeva, ki so jih kreirali za nas pretentano in premišljeno, dejansko smo tukaj v teh blokih omejeni, v slabih energijah, dočim narava vse to nudi. Hvala Bogu, Slovenija vse to ima. Vsi ti oziroma tale projekt varnostne tehnologije, pa zakaj vam to govorim, je bil dejansko narejen z namenom, da se svet prečisti. Ampak namesto tega se je zgodila kraja tega izuma, vse skupaj je danes na sodišču. Nikakor niso pustili, da gospod sam spelje ta projekt čez brzo in da ustvari lastno zgodbo in s tem lovi lopove, kabaliste. Jaz sem pri tej zgodbi opazila celo to, ne vem, če imam pač pravo razmišljanje, ampak sklepam, da tisti tek v Bostonu leta 15, ko se spomnite, ko je bilo ogromno zdravih tekačev na ulici, pa so vrgli bombo. Moja razlaga je, da so to naredili v političnem ameriškem vrhu namenoma, z razlogom, da se zastrupi te zdrave moške. Gospod Rej je od tega dogodka naprej samim projektom začel lesti navzdol, zdravstveno in tudi samo firmo so poskusili pokraditi. Zares se je začelo s tem projektom in zaradi tega, ker je ta tehnologija potem bila nastavljena za to, da so našli storilca Mombaša, ki je to tudi dejansko fizično storil. In verjetno se je s tem dogodkom tudi razkrilo, kako pomembna je lahko ta tehnologija oziroma kako nevarna je lahko ta tehnologija za mafijo in kriminal, ki sega v sam politični vrh. In seveda je bilo potrebno narediti taktiko, da se ta projekt zaustavi. Na eni strani so to naredili samim gospodom, tako da je bil fizično, tule na tej sliki je precej izčrpan. Jaz sem ga tako zelo čutila, ker je imel take podobne zdravstvene težave tule v Benetkah, kakor jaz pogostokrat. Verjetno je doživljal kakšne energetske napade tudi ali pa še kaj, no. Na drugi strani pa so v sam projekt vključili ljudi, ki so ga poskušali pokraditi. Danes je ta zadeva na sodišču in to je samo eden od svetovno pomembnih projektov, kajti CNN in vse še druge številne, Fox News recimo, to so bile televizije, ki so poročale o samem projektu, o tem, da bo šel na borzo, tako podobno, kot je šel pred časom Facebook, ampak dejansko se iz tega potem izcimil poskus kraje in zaustavitev projekta. Oprostite, tale PowerPoint je še zmeraj na prvem slajdu, ki ga mi vidimo. Ne vidite tega gospoda? Ne, nič ne vidimo, samo PowerPoint, ki ne teče. Ok, kaj pa zdaj? Se je spremenila kaj? Ok, to je tale gospod, o katerem zdaj govorim. Moj namen te zgodbe je, da povem, da se dejansko vsi projekti, ki so bili dobro namerni za ljudi, so bili zaustavljeni. Jaz upam, da ta projekt nekje v ozadju zdaj teče, pa da zares tudi razkriva umazanijo svetovnega kabalističnega sveta in da bo tudi pomagal. To je pač moj feeling, moj občutek. Nekako na volitvah v Ameriki sem ga tudi videla nekje v ozadju kot sken, kot tisto lučko, s
katero je prišel na plano že leta 11 gospod Rej, da bomo pač svet prečistili umazanije, in to je bil njegov osnovni namen, potem, ko so leta 2001 v bistvu sesuli dvojčka v Ameriki. Naslednji slajd se vidi zdaj sprememba, je? Je. Ok, to je pa gospa, ki je v bistvu ustanovila Europe TV oziroma MTV Europe. Bila je pri nas v Sloveniji, zelo zanimiva gospa. V tistih časih je imela sklad ali pa zbirališče kapitala za nove projekte. Vse to znanje, ki ga je ona meni takrat dala, se je meni takrat v bistvu, mi je bilo zelo bogato znanje, kajti ona je rekla, da vsi startupi, vsi novi projekti, v katere smo pred leti tako močno, se je tako močno navijalo, da se vlaga tudi v Sloveniji, nimajo prihodnosti v smislu varnosti oziroma v smislu uspeha. Če želite investirati v nove projekte, potem je smiselno, da to naredite z razpršitvijo, je bil njen komentar. In ona je en tak fond imela in dejansko so ti projekti razpršeni v investicije, ustvarjali zelo, zelo, zelo lepe donose. Naslednja zgodba, ki se je potem odvijala, zdaj pa ne vem, kaj že je tule, ali ne, ok, to bomo kar preskočili, so kriptovalute, kjer je bil narejen poskus, da se dejansko direktno čez internet oziroma čez internetno vplačilo podpre dobre projekte. Ampak še vedno smo tule ostali pri dejstvu ali pa obstali pri dejstvu, da večinoma dobri projekti propadejo. Zakaj? Mnogokrat zato, ker ni usklajenega tima. Še večkrat zato, kot je bila prikazana prejšnja zgodba, ker zares dobri projekti v svetu že zelo, zelo dolgo ne smejo zaživeti. Leta 1995 so bile namreč podane že vse vzporedne oblike goriva, se pravi vodikova celica, vožnja, torej vodni pogon avtomobila, električni pogon avtomobila. Jaz sem delala takrat kot študentka matematike in tehnike seminarsko nalogo in spomnim se zaključka. Vsi ti projekti so bili od velikih koncernov pokupljeni, pospravljeni v skladišče in zaustavljeni, kajti naftni lobiji ne želijo, da se novosti zgodijo v svetu oziroma razširijo v svetu. Tako da smo danes še vedno 30 let kasneje na tej isti točki. Je pa res, da so ti patenti nekje spravljeni in da želimo si, da je kaj od tega res, da naj bi se vseeno v prihodnosti pojavili, delovali v dobro ljudi in da se v bistvu ta mafijska združba v svetu, ki je delala kontrolo nad nami vsemi, v bistvu razbija in zmanjšuje. V Sloveniji je danes situacija taka, za zaključek, pa kaj več še kdaj drugič, še vedno imamo ogromno sredstev v bankah. Tako kot so nekoč zelo zaupali ljudje bankam, se to dogaja še danes. Tisti, ki smo poskušali investirati sredstva po projektih v preteklosti, smo imeli včasih malo sreče, velikokrat pa smolo, zaradi tega, ker so pač take projekte zaustavljali. Jaz nikoli nisem šla v ene male projekte, ampak sem poiskala v svetovnem merilu močne projekte, za katere sem smatrala, da bodo potem imeli tudi zaslombo odzadaj, pa moč. Ja, in zdaj na koncu so se spravili še na pridne varčevalce v banki. Neformalno je bila inflacija samo v lanskem letu 30%. Kaj se dogaja s cenami v letošnjem letu, smo na začetku povedali, ne? Trenutno imajo podjetniki ogromne izzive s tem, kako bodo plačevali zaposlenim potne stroške. V naslednjih tednih se napoveduje, nočem strašiti, ampak podatek
kroži naokrog, 100% podražitev pač goriva, kot sem rekla, v Italiji to že je, elektrika se draži, ne moramo pričakovati od slovenske vlade, da bo delala čudeže, ker smo vsi, vključno z bančnim sistemom, zelo močno pripeti na svetovno globalistično elito, ki z nami počne ravno kar hoče in lahko si samo želimo, da se bo zgodil en čudež nekje, verjamemo tudi v čudeže, in da se dejansko ta situacija zdaj dogaja, mogoče iz razloga, ker se dejansko čisti stari svet kapitalizma in manipulacij nad ljudmi, torej da se v bistvu dejansko sodi tudi ljudem, ki so nad nami povzročali tak genocid, kot so ga sploh v zadnjih 2 letih, pa že v preteklosti tudi, samo da se zdaj pač več govori o tem. Kaj nam ostane, če smo nekoč lahko stali samo pri tem, da dajmo kupiti cenej, ali pa pomišljali, da bi kupovali ceneje, potem je danes to zagotovo tisto, kar je zelo, zelo pomembno, pa mogoče ne na te kupončke, ampak bolj zdravo in bolj kvalitetno bo, če to naredimo tako, da odidemo do najbližjega kmeta, podpremo njegovo delo in ga za njegovo delo nagradimo. Gospod Andrej pravi, da še vedno ni ljudi, ki bi na kmetiji pomagali delati. Jaz bom tja na tole kmetijo z veseljem odšla kakšno soboto, ko bom imela čas in pomagala, ker mi je to pač iz otroštva v zibelko podano in rada to počnem. Tako da v bistvu ena od rešitev bo ta, da gremo do najbližjega kmeta, ga podpremo, dobimo nekaj hrane v zameno za naše delo ali pa za naše evre. To, da se je število upokojencev večalo drastično, da smo šli nad 100 leti, da se življenjska doba daljša, to je podatek izpred 5 let, še vedno drži, ampak grdo rečeno, v bistvu so poskrbeli za to, da bodo ti ljudje lahko prej odšli, kakor bi sicer, ne? Vemo, o čem govorim, ne? Na vsak način dajmo razmišljati o tem, da podpremo dobre ideje, da z roko v roki v tem hipu nekdo, ki ima še sredstva, pomaga nekomu, ki ima idejo, ga spodbudim in da na naši preljubi zemljici nič več ne gremo globalno, ampak kar mi med sabo en drugemu pomagamo. Nekdo ima kapital, nekdo ima idejo in skupaj lahko nastane super celota oziroma en nov projekt, nekaj novega, kar bomo v Sloveniji v prihodnosti rabili, kajti, kot vse kaže, če želimo zaobiti to, kar nam svet prinaša, kar nam je nastavil, v zadnjem obdobju so zelo na hitro tudi vse slovenske banke prodali, Celjska banka se je priključila A-banki, A-banka se je priključila novi KBM in vse skupaj je kupil Američan. Vse to so delali namenoma, Ljubljanska banka tako dolgo že ni naša, tako da v bistvu, če bi danes rekli, mi se gremo samo oskrbo, katerikoli jože bi bil na vrhu politike, dejansko to težko naredi, kajti vsi ključi so predani svetu, svetovni eliti, ki nas je takole v bistvu naredila še večje hlapce, kadarkoli, tako da v tem hipu nič od Slovenije, potrebno bo začeti znova, verjetno pa je to kar obdobje, da se bomo tega zares lotili in zares počeli. Je pa en zanimiv podatek, se bom zdaj zaključila, ker je že moj čas potekel, en zanimiv podatek, v Sloveniji imamo okrog 500 hektarjev zemlje, okrog 160 ali 170 hektarjev je pa zares obdelane. In če bi letos politika ne gledala samo v Ukrajino, ampak v to, da bi pridelali kakšen hektar več domače hrane, zelenjave, potem bi bila kakšna sugestija iz političnega vhoda ven, ampak jo ni bilo po pripovedovanju gospoda Andreja Golenača. Tako da zemlje imamo dovolj, idej imamo dovolj, rabimo pa v bistvu finančni bonton ali pa spremembo kulture, ko bomo rekli, da želimo donirati,
in da želimo podpreti idejo soseda in mu zaupati, da bo zgodbo speljal do konca in da bo naredil nekaj dobrega za samo oskrbo Slovenije. To bi bilo za danes vse. Nisem vam govorila o tem, kam vlagati, kam varčevati, ker enostavno v tem hipu ne vem. Lahko kakšen kupček date v zlato in srebro svojih prihrankov. Mislim pa, da bo to, da se vrnemo nazaj k naravi, v naravo, precej boljša investicija v tem hipu, tako za našo dušo, kot za naš in telo. In s tem pospešimo tisto, kar bomo potrebovali, pridelavo domačega, spodbujanje domačega in upam, da ne bo prišlo do scenarija, ker sem ga danes slišala na ulici od gospoda, spet bomo hodili peš in spet bomo varčevali tudi z vodo. Upajmo, da bo ta prehod nežnejši. Ok, toliko z moje strani za danes.